George Ezra je bil tole in njegova Shotgun. Ura je 9:30 in jaz sem danes v studio povabila Branko Čretnik, ki je predsednica Lions kluba Celje Mozaik. Dobro jutro, Branka. Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan. Ali si še kaj zaspan? Nič več. Nič več. Kava prijela? Dobro je prijela. Dobro je prijela, v redu. Branka, ve Lionske oziroma, kot vam rada rečem, Levinje, pripravljate jutri na mestni tržnici Celje, v bistvu bom tako rekla, dobrodelni dogodek, znani Celjani kuhajo. In zdaj ta teden je že bilo kar nekaj povedanega glede tega, ampak kdo pa so ti znani Celjani, pa ne? Zdaj pa prosim, začniva od začetka. Kdo ste Lionske sploh? Lionke smo dame, ženske, mamice, partnerke, babice, vseh sort nas je, ne? Različnih karakterjev, različnih izobrazb in pač mozaični klub. In kaj počnete? Vsem skupaj nam je isti cilj, pomagati drugim. Odlično. In zdaj s tem dogodkom, ki je, mogoče veš, kateri po vrsti? Je že 5. Je že 5. Tako. No, in s tem dogodkom bodo v bistvu znani Celjani in gostinci skuhali za dobrodelen namen. Kdo pa so ti znani Celjani in gostinci? Znani Celjani in gostinci so gospod Edvard Kužner, Marko Pavčnik, Miran Ojsteršek in Leon Leber. Se pravi, Rolca, Lalu, Ošterka, pa Tako. srednja gostinska. Tako. Dobro, mogla sem si, ja, veš, malo pol. Razumem, ja, razumem. Kaj pa bodo naši fantje kuhali, ker vem, da imajo določeno temo, na katero, oziroma temo, rdečo nit, na katero bodo jutri na tržnici kuhali. Ja, nekako poskušamo jutri skuhati tipične slovenske jedi, oziroma vsaj sestavine bi naj bile slovenske, ne? Na prvem meniju je ješprenj z zelenjavo. Nekaj na žlico? Niti ne bo tukaj na žlico tekoče, ampak neke vrste rižote, ampak brez riža. Ne? Ja. Potem imamo file postrvi z polento in krompirjevo solato. Potem imamo omako stroganov z šparcli, ali kako se reče, s tistimi rezančki, pa miške. Bomo pekli na licu mesta tudi. Ja. Se pravi, jutri ne kuhamo. Ne rabite kuhati. Kdaj pa mi začnemo na tržnici? Ja, mi začnemo ob 9, vi ste pa dobrodošli 9:30, dalje recimo 10, takrat, ko imate potrebo po hrani. Se pravi, za en tak brunch bomo prišli na celjsko tržnico. Ja. Zdaj, Lionske pa ste vedno dobrodelne. Tudi same rade kaj spečete, kaj skuhate in imate v bistvu teh vaših stojnic dobrodelnih kar precej. Res je, ja. Kaj pa ponavadi se naredi izpod vaših rok? V bistvu smo tukaj različne in vsaka kaj pripravi. Od kruha, potičk, suhega peciva, sočnega peciva, štrudla. V bistvu ni sestavine, ki jo ne bi uporabile v namen peke, ne? Rade ustvarjamo. In vaše ustvarjanje ima dobrodelno noto. Za koga boste tokrat zbirali denar? Tokrat zbiramo denar za slepe in slabovidne. Želimo jim pomagati pri nabavi enega pripomočka, ki bi jim naj izboljšal gledanje TV-ja. Se pravi, da da slišijo zvok oziroma vidijo sliko pač po svoje preko tega aparata, ne? Ok, in kje ste ta aparat našli? Mislim, je to v Sloveniji drugače? Ja, se ga da dobiti na trgu. V bistvu sodelujemo z njimi, ne? Pač, ker Lions globalno pokriva tudi to področje slepote, ne? In sodelujemo z društvom slepih in slabovidnih in na njihovo priporočilo smo se pač odločili, da bi pač šle v nabavo tega aparata. Koliko denarja potrebujemo zbrati recimo za takšno napravo, kaj vemo? V bistvu ta naprava ni tako draga in jaz sem prepričana, da bomo zbrali veliko več. Ta naprava stane 700 €, s tem, da smo se nekako zavezali, da bomo v prihodnosti jim pomagali tudi nabaviti očala, ki jih tudi potrebujejo slepi in slabovidni, ki jim tudi izboljšajo pač vid.
do določene meje, tisti pa stane precej več. Razumem. Torej, jutri na celjski tržnici znani obrazi Celjanov kuhajo in pečejo miške za nas sladkosnede. Se pravi, Miran Ojsteršek, Marko Pavčnik, Edvard Kužner, Leon Leber. Sami fajn fantje. Zelo fajn fantje. Jaz vem, sam Leon, ne? Leon ni glih pek, pa gostinc po poklicu. Ne, ni pek, ampak mislim, da mu zelo dobro uspeva v njegovi rolici. Joj, berlinski krofi, jaz jih ne morem pozabiti, pa zdaj tele ruske kape, ko jih ima. Nam. Jaz imam pa najrajši pistaci in rogličke. Ja, no, zdaj, predavno smo se ustavili, ampak vseeno tudi gostilna Oštirka, v bistvu sam Miran Ojsteršek je capo di banda, kar se tiče fujtra na splošno. Sploh pa zdaj, ko imajo nov meni v Oštirki, tudi ki je rahlo morsko obarvan. Malo reklame sem mogla še narediti, ker grem rada tja. In v bistvu on bo samo čez cesto. Zdaj, kje točno na celjski tržnici se bomo jutri lahko oglasili? Na celjski tržnici smo nasproti Rimljanke, tam v tistem delu, kjer je ta vodnjakec, oziroma tisto korito z vodo, ker pač potrebujemo vodo. Okay, se pravi, tam je pokrit del, če se ne motim. Tako, pokrit del, ja. Dobro. Pokrit del. Se pravi, jutri od 9. oziroma pol 10. ure dalje smo na prizorišču, tam bomo seveda tudi Radio Fantasy in bomo skupaj vse nekje do 12. ure, če se ne motim. Približno, ja. Odvisno od razpoloženja. Pa odvisno, kako hitro bomo pojedli. Kako hitro boste pojedli. Mi se bomo do konca trudili, ker pač nam je v interesu, da spravimo vse v promet in to je to. Imamo že kakšno ceno za porcije? V bistvu cena porcije je, mislim, da 6 ali 7 evrov za eno porcijo. S tem, da tudi bo možno dobiti nekaj za popit, tako da bo lažje šlo dol, ne. A dobro voljo, ne. No, evo. Branka, najlepša hvala za obisk. Torej, vidimo se jutri na mestni tržnici Celje in seveda za dobrodelen namen, ko zbiramo sredstva za slepe in slabovidne, seveda pa z našimi celjskimi gostinci in znanimi obrazi. Hvala lepa za povabilo. Malenkost in Lajonske boste še naprej tako dobre, kot ste. Hvala, bomo.